Jaz sem bil tudi v bivšem režimu, sem se ukvarjal malo tako z novinarstvom, sicer kot dijak pa študent. Bil sem v uredništvu časopisa Val, ki je delal v Novem mestu in smo že takrat naleteli na konsens, ki je bil vladajoč. Recimo, objavili smo na naslovnici, ki je bil Stojan Pelko, ki verjetno ga poznate, bil je sekretar državnega kulturo, pa je bil fotograf tistega časopisa, v uredništvu bil tudi Gregor Golobič, pa Matjaž Berger, tudi vsa znana imena. In na naslovnici je bilo tako, mesec 4. oziroma to je moglo biti pozimlja, za 28. novembra, 29. praznik države, takrat smo objavili nek spomenik, tam sred Novega mesta je nek spomenik svobodi in piše spodaj pojmo bratje, pesem o svobodi. Ampak je sneg zapadel, je bilo samo pojmo bratje, pesem o. In potem so borci ugotovili, da smo mi, mlada generacija, proti svobodi. No, zdaj so časi drugačne, smo svobodo na oblasti. Tako da potem smo imeli opravka s tem, ko so nas pegla, da smo anarhisti in tako naprej. Jaz mislim, veste, da so takrat in tudi zdaj se vlogo medijev malo precenjuje. Potem sem imel še eno izkušnjo v prejšnjem sistemu, uredništvo Tribune je napisalo predsedstvo Jugoslavije neko odprto pismo in ugotovili so, da je to prehuda intervencija v politični prostor in so počasi to uredništvo zamenjali. V tem uredništvu je bil Matej Štefančič in Aleš Debeljak. In smo prišli mi. Mi smo bili pa sami Titovi štipendisti in člani ZK. Prva številka, ki smo jo izdali, pa je bila Osmrtnica Jugoslavije. Na prvi strani Osmrtnica in zadnja zahvala imeti v spominu vse, ki so mi radi. To je bil seveda velik škandal, ker so mislili, da so uredili zadevo in Tribune niso zaplenili. Šele po 14 dneh so ugotovili, kaj se je zgodilo, ko je Tribuna zacirkulirala okrog. In Jugoslavija je sicer za mikom propadla, ampak ne zaradi tega, ker smo mi to objavili iz drugih razlogov. No, potem pa seveda sem imel opravka z časopisi iz druge pozicije, se pravi, kot bil sem v svetu RTV-ja 2 mandata in takrat sem v svetu RTV-ja se zavzemal za to, da smo, in to smo tudi speljali, da so predstavniki strank, vseh strank parlamentarnih, prišli na razpravo o tem, kakšno javno televizijo hočemo. Jaz verjamem, da ni dobro, da je politika izključena, se pravi tudi strankarska politika izključena iz razprave o tem, kako zmeri tudi z javno televizijo, ampak mislim, da je prav, da jo podpre zavestno in da tudi ima možnost, da pove, kakšno politiko hoče imeti, kakšno javno televizijo hoče imeti. Da tako oblikujemo nek konsens o tem, kaj je tisto, kar negujemo. Kolegica je govorila tu o slovenski besedi. Kot rezultat tega je šel tudi neka šola, ki je sicer kolega Janez Lomberger vodil, šola priprava. Veste, da vsak, ki preden je prišel pred kamero, je imel ogromno nekih vaj šol, šol usposabljanj, da ni prišel kar tako, z ulice, tako ko se danes pride v politiko, križaš, te zmagaš na volitvah in greš, ampak da zato je vendarle treba imeti neko šolo in retorike, in nastopanja in vsega tega. To vsi tisti, ki so delali na televiziji, seveda vejo bolj od tega, od mene, in sem se s tem tako neposredno ukvarjal. Tako da dolgoročna zastavitev javne televizije. To, kar imamo recimo z javno televizijo danes, seveda s tem nismo zadovoljni, ne moramo biti zadovoljni, tudi zaradi tega, ker je premalo sredstvo zberemo, zdaj sem gledal pogledati za to, da plačujemo kabelsko televizijo, damo tam okrog 50 evrov in tega noben ne problematizira. Za javno televizijo, radio televizijo in vse, kar pada zraven, damo pa nekaj 12 ali nekaj malo. Skratka, jaz bi bil za to in sem bil takrat in ta razprava je bila produktivna. Vse stranke imajo svoje predstave o tem, vsak bi se rad gledal na televiziji, ampak to mine, če delaš dolgoročno, to mine in vidiš, da to ne deluje. To ne deluje.
Jaz so tisti, ki mislijo, da je televizija samo, ali pa medij, kjerkoli, samo možnost za uveljavljanje ali pa nekako pohitreno, se pravi, namesto da bi ti politično nekaj naredil ali v družbi nekaj naredil, kvalitetnega in počasi širil to koalicijo med ljudmi in podporo postopno za neko spremembo ali pa za zadržanje tega, kar je. Ljudje mislijo, da se da prek medija pohitreno pride do rezultata. To je ena posebna situacija, mogoče res v času volitev, ko so ljudje pred tem, da se odločajo, tisti mesec je mogoče res tako občutljiv. Res ima medij eno moč, da potem, ko se neka grupacija odloči, da likvidira koga v javnem življenju, da to lahko naredi. Ampak medij je zmeraj sredstvo. Veste, medij je zmeraj sredstvo. Medij nikoli ni akter. Zelo redko. Če je medij akter, je to bolj po nesreči ali pa zlasti zdaj v tej družbi, ki je zelo, recimo temu, organizirana družba. Se pravi, ko so interesi zelo jasni in tisti, ki zagovarjajo interese, velike interese, tisti, ki znajo te interese brati. Torej, mislim, da se pretirava s tem, kakšna je moč medijev. In zato tudi tisti, ki zlasti ki imajo kratki rok javnega nastopanja ali pa pri nas v politiki, ko pridejo na vlado, se spomnim kolega Cerarja, najprej je imel neko zelo veliko podporo, potem je zmagal na volitvah, po enih 2 mesecih je pa že ugotavljal, kako ga noben več ne podpira, kako mediji delujejo proti njemu in tako naprej. Se pravi, on je tudi mislil, da prvič, da je ta medijski svet nek nadomestek za praktično delovanje. Tako da ne bi še, jaz sem si sicer za nekaj prepravil, nekaj teorije, ki je brez veze, ampak vendar da raje govorimo o tem, veste, še malo, nisem vedel, s kom bom sploh v mislil, ko sem se niti zanimal, ampak ko sem videl, zato sem se tudi temu prilagodil. Tako da jaz bi na tej točki se ustavil, pa potem odgovarjal na vprašanje, pa razvijal še kakšno misel odglede to, kar bo kolegice in kolegi. Hvala. Hvala lepa, dr. Lukšič. Tako je tudi zamišljeno naše današnje srečanje. Vsak od naših gostov bo imel nekaj minut za začetek, da razvije svoje misli. Na to bom kakšno vprašanje zastavil sam, seveda pa želim, da še več vprašanj zastavite vi v tej uri in pol našega druženja. Pa bomo potem nadaljevali kar s Petrom Meršetom. Peter Merše je novinar in komentator, dela na pretretji ustanovljeni medijev Domovina, redno piše članke, analizira aktualno politično dogajanje v Sloveniji in tudi v tujini, objavlja na portalu Domovine in v istoimenskem tedniku, prav tako pripravlja video oddaje od Dnev tedna, kjer z različnimi gosti osvetlijo pomembne dogodke minulih dni. Prosim. Hvala za to predstavitev. Zdaj, ko sem se pripravil na to, sem razmišljal, kakšen je bil ideal te, recimo, medijske krajine. Ideal bi bil, da bi imeli novinarje, ki bi poznali vse podatke, vso resnico, bili absolutno nepristranski in potem to resnico prenašali javnosti, publiki, narodu, ko hočemo to imenovati. To je ideal, idealnega sveta nimamo. Zdaj, kako bi v realnosti načeloma te stvari morale potekati, se pravi, pač imamo, dejstvo je, da imamo novinarje, ki so omejeno informirani, omejeno obveščeni z svojimi svetovno-nazorskimi prepričanji, interesi lastnikov in tako naprej. Nekako 2 ključni stvari, ki jih jaz vidim, in sicer prva, ki se tiče vseh medijev, so nekako novinarski standardi, se pravi, ali pa začel mogoče pri lastništvu, se pravi, da imamo različno lastništvo, ki se potem prek teh medijev različne interese zagovarjajo. Se pravi, pač imamo lastnike, ki so iz različnih koncev, različnih političnih prepričanj, svetovnih nazorov. Potem imamo tukaj še recimo zraven nek javen medij, ki ima toliko večjo odgovornost, se pravi, višje standarde in tudi nek širok družbeni nadzor,
nad katerim potem recimo lahko, ki nekako predstavlja potem tisto osnovo, ki recimo je vsem ljudem nekako potem tista skupna realnost. Ne? Namreč, v čem je problem polarizacije današnje družbe? Se zdi, da živimo pravzaprav v svetu, kjer glede na to, kakšne medije spremljaš, oziroma glede na to, odkot se informiraš, ni nujno, da so to sploh mediji, to bistveno vpliva na občutek realnosti, v kateri živiš. In danes imamo pravzaprav družbo ljudi, ki živijo v neki povsem različni realnosti kot recimo njihovi sosedje ali pa ljudje iz sosednje vasi, sosednje občine. In v tem smislu se mi zdi, da je javni medij, javna medijska hiša, radio, televizija, tisti recimo ključen, temeljni, bom rekel, medij, ki predstavlja osnovo, naj bi predstavljal osnovo za pač vse ljudi, da je to neka tista najnižja, najmanjši skupni imenovalec, kjer se nekako vsi poenotijo. Za vse ostale medije, ki pa potem vlečejo nekoliko vsak v svojo smer, in če imamo neko pluralno družbo, ki je približno uravnotežena, potem vsak malo svojo, pa potem veljajo recimo neki osnovni novinarski standardi, ki pa vendarle potem tudi držijo nekako v špuri, če lahko rečem, vsaj v osnovi tudi ostale medije, ki recimo bi bili v tem smislu zasebni. Torej, govorim, da imamo kam v mislih s temi novinarskimi standardi, da uporabljamo iste vatle za vse, enak, mislim, da uporabljamo nekako poštene mere, da če je pač prišlo 500 ljudi na trg, jih je pač 500, ne glede na to, ali so nam všeč ali niso, da jih ni pa enkrat 100, pa enkrat 2000, takrat, ko so nam všeč, jih je 2000, takrat, ko nam niso všeč, jih je okrog 100, in take zadeve, da se pač recimo enakovredni škandali enakovredno obravnavajo in take zadeve. To se vidi, da so tisti recimo neki osnovni standardi. Zdaj, kakšno imamo mi realnost, žal tudi ne tako, to se mi zdi, da je tisto, kar lahko dosežemo tudi v tem nepopolnem svetu, no Slovenija tega se mi zdi še daleč. Imamo javni medij, ki pravzaprav je precej daleč od tega, kar bi bil ideal, ker bi moral biti nekako pluralen, se mi zdi, pa precej ni. Torej, velika večina pravzaprav nekako bi lahko ocenila, da gre tukaj za neko precejšnjo enoumje. Tudi če gledamo recimo seje organov, ki so nekako nadzor, ki naj bi del nad tem, so pravzaprav povsem soglasne, kar nekako bil v neki pluralni družbi pričakovali, da bo vsaj neka polemika, neka razprava, če ne bi bilo pač tukaj prisotno precejšnje enoumje. Na drugi strani imamo potem recimo enega lastnika, ki ima v lasti več kot polovico, mislim, da radijskih postaj v Sloveniji. Imamo enega največjih slovenskih portalov, ki je pravzaprav v državni lasti oziroma v lasti državnega podjetja, kjer se potem pač posledično uredniki menjajo tako, kot se menja oblast, z nekaj mesečnim zamikom. In večina medijev je recimo v lasti približno enega, ne bom rekel pola, ampak nekega recimo svetovnega nazora, velik del. Po drugi strani imamo potem neko manjšo skupino, ki pa potem poskuša na drugi strani pa narediti na svojem majhnem vrtičku isto, se pravi, da pravzaprav drži tudi nad delom medijev, recimo, ki pripadajo neki drugi nazorski strani, pač recimo nek zelo močen nadzor in je tudi tam pravzaprav se počne pa pravzaprav isto, ne samo da nekoliko v drugo smer. Tako da to se mi zdi neka realnost, zdaj medij bi moral biti recimo nek informator v prvi vrsti, potem šele izobraževalec in šele na koncu nekoliko usmerjevalec mnenja in pa recimo v tem smislu tudi potem peščuvaj demokracije, s tem, ko bi pač nekako politikom nastavljal ogledalo in skrbel, da se pač stvari, ki v politiko ne sodijo, ne pometejo pod preprogo. V realnosti pa vidimo potem to, recimo polarizacijo, ki je sicer do neke mere logična, če živimo v raznoliki družbi, ampak bi bila ob spoštovanju recimo novinarskih standardov bistveno manjša, ker bi tudi mediji, ki so recimo svetovno-nazorsko usmerjeni v eno smer, pa v drugo, pač se držali toliko profesionalnih standardov, da bi pač upoštevali vse stvari. Vse strani, vsaj do neke mere se ne pričakuje, da imajo vsi mediji pač neko zlato sredino, ker je to pač mislim, da nerealno, ampak da vsaj pač pošteno, čeprav iz svojega nazorskega zornega kota poročajo pa vendarle.
In ena stvar bi še izpostavila, in sicer velika moč, ne, ki jo imajo besede, ne, oziroma recimo v medijih. Bom uporabil samo nekaj primerov, no, recimo, uporabljamo izraz, ne vem, skrajna desnica, skrajna levica ali ne, oziroma za koga uporabljamo izraz, na primer to, ne. Borci ali teroristi, ne, bistveno različna zgodba, ne. A govorimo o dostojanstveni smrti ali medicinski usmrtitvi, ne, to ima bistveno drugačen položaj, ne, v družbi. In pa potem tudi seveda za izbor teme, ne. A nekoga pečemo na žaru 3 tedne, ne, za nek škandal, ali pa ga pometemo pod preprogo, ne. To se mi zdi, da so pač te ključne zadeve, ki pač bi jih mediji, če bi upoštevali novinarske standarde, zares verjetno v bistveno manjši meri polarizira medijski prostor in ga je skrivlja, no, kot se to pač dogaja danes. Hvala lepa, Peter. Novinarka in televizijska voditeljica gospa Ksenija Horvat je diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po koncu študija je delala v vrsti uglednih medijev, kot so Radio Študent, Val 202, BBC in Televizija Slovenija, kjer je bila nekaj časa tudi urednica informativnega programa od 17. oktobra, letos pa je tudi direktorica Televizije Slovenija. Prosim. Hvala lepa. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, hvala za to predstavitev. Torej, nisem pripravila uvoda, ker sem očitno nekje spregledala na poti, da bi se pričakoval od mene 15-minutni uvod, sem mislila, da bom predvsem odgovarjala na vprašanja. Ampak bom skušala tako nekako pošteno in upam tudi povedno zaokrožiti svoje razmišljanje o medijih v Sloveniji. Res je, preizkusila sem kar nekaj slovenskih medijev, torej v bistvu Radio Študent, potem Radio Slovenija, Televizija Slovenija. 7 let sem bila zaposlena na londonskem BBC-ju, v slovenskem uredništvu londonskega BBC-ja, sodelovala sem tudi z nekaterimi drugimi oddajami, torej na BBC-ju takrat. Zdaj tako bom rekla, trenutno 2 tedna že vodim Televizijo Slovenija. Pričakovanja, kaj vse bi lahko s Televizijo Slovenija naredili, kaj vse bi morali narediti, kaj vse bi že zdavnaj morali narediti, so seveda velika. Ne bom vas dolgočasila s podatki o finančni stiski, ker povprečnih gledalcev, ki se ne ukvarjajo recimo z medijskimi ozadji, s finančnimi kalkulacijami, to pravzaprav ne zanima. Pričakujejo en resen, kredibilen medij, ki bo obveščal, ki bo izobraževal, ki bo zabaval, ki jim bo nudil vse tiste relevantne informacije, ki jih javni medij svojim gledalcem mora zagotavljati. Zdaj, težko grem mimo ocene, da seveda Televizija Slovenija ali pa RTV Slovenija celo v marsičem slabo izpolnjuje svoje poslanstvo. Mislim tudi sama, da bi bili lahko bistveno boljši. In zdaj seveda, kako se bo od mene slišalo, če bom tudi začela iskati nekaj izgovore in tako naprej. Tudi to seveda naših gledalcev ne zanima, kaj dosti posedajo v Televiziji Slovenija. Morda bi se za začetek vseeno oprla na tisti podatek, ki ga je malo prej izpostavil profesor Lukšič, torej od leta 2012 dalje. Torej, RTV prispevek ni bil povišan, ni bil nikoli usklajen z inflacijo in res je, danes že skoraj Netflix, HBO ali katera od sodobnih drugih televizijskih aplikacij stane toliko kot naročnina, se opravičujem, naročnina je zelo slab izraz, prispevek za RTV Slovenija. Ampak seveda ni vse v denarju. Povedati moram, da je v zadnjih, recimo 10 letih, veliko kolegov, na katere sem stavila, ko sem z BBC-ja prišla v Slovenijo, zapustilo našo hišo. Niso odhajali samo zaradi plač, ki so bile pri nas vedno bistveno nižje kot na konkurenčnih medijih. Odšli so predvsem zaradi tega, ker so bile razmere za delo zelo težke.
v bistvu eno dolgo obdobje. Kar naprej, gledajte, so si to hišo podajale nekakšne leve, nekakšne desne, nekakšne srednje vlade in recimo ti razni vplivi, krogi vplivov, politične moči, ki se pojavljajo okoli teh vlad. Vedno so se potegovali za vpliv nad uredniško politiko na televiziji Slovenija. In mislim, da zelo veliko mladim, profesionalnim ljudem se je zdelo delo v takšnih okoliščinah pravzaprav nevzdržno, si ga niso želeli oziroma se jim zdelo, da to ne bi smelo biti del njihove profesionalne poti. Menjave urednikov, politični pritiski, da ne govorimo o tem, da so se pogosto znašli v situaciji, sploh recimo v zadnjih letih, ko je bilo resnično že zelo težko upravljati svoje delo. Vedeti morate, da torej, posledice tega, da dejansko živimo v finančni stiski, so tudi v tem, da imamo nenadoma v desku, ne vem, 5 ljudi, ki so zadolženi za pokrivanje notranje politike, za dnevnik ali za obrebe. In seveda, zdaj boste lahko rekli, veliko vas je, porazdelite se drugače, opravljajte to svoje delo drugače. Reči vam moram, da je novinarski poklic na televiziji Slovenija izjemno nevabljiva profesija. Delati v informativnem programu pri nas velja za nekakšno skoraj zakazan, za nekoga, ki je zaposlen v rudarskem rovu. Torej, prideš zjutraj in nikoli ne veš, kdaj boš šel domov, ali boš delal za dnevnik, boš delal za odmeve, kaj bo tisti dan potrebovala tvoj urednik ali pa tvoja urednica. Zdaj, rekla bi, da je posledica vsega tega, torej finančnega in kadrovskega, recimo, obubožanja, ki ga je doživela naša hiša, seveda tudi to, da smo izgubili smo tisto novinarsko, veliko mero novinarske moči, teže, ki smo jo nekoč imeli, ki se je zdaj, sploh pa v tem zadnjem obdobju, ko recimo zadnjih 2-3 let, ko je bil politični pritisk, ki se je izražal preko kar znatnega dela svetnikov v programskem svetu, ko je bilo to delo še izjemno težko, in se je ta pritisk pravzaprav prenašal neposredno na kolega v informativnem programu. V tem obdobju je bilo delo še posebej nestimulativno. Torej, izpostavljati se v tem težkem obdobju, ko so bile pravzaprav te uredniške odločitve pogosto sporne ravno z vidika, ki ga je omenjal moj predhodnik. Torej, o čem se poroča, o čem se ne poroča. Ali so številke res prave. Vse to seveda lahko postavimo na pladenj, ko govorimo o tem minulem obdobju, pa še o kakšnem obdobju prej. Ne bi rada zdaj govorila, da je vse, kar je na televiziji Slovenija, izhaja iz teh minulih 2 let, ki smo jih doživeli in preživeli. Ni res. Televizija je v krizi že zelo dolgo in mislim, da bi se morali pravzaprav odločiti, ne vem, da bi morali sprejeti neko novo družbeno pogodbo. Kaj pravzaprav od RTV-ja hočemo? A želimo, da obstane? Če želimo, da obstane, katere stvari naj pokriva, kako obsežno naj bo? Ampak hkrati moramo seveda tudi pustiti, da je uredniška politika takšna, kot na nekem profesionalnem javnem servisu mora biti. Samostojno vodena, nepristranska, profesionalna, kolikor se le da. Kolikor je mogoče. In mogoče mora imeti seveda zelo, zelo visok prag. Mislim, da sicer novinarstvo ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu v tem trenutku ne doživlja najboljših časov. Včasih je bil novinarski poklic izjemno vabljiv za mlade ljudi, ki so v tem videli marsikaj izziv, ne vem, torej novinarski poklic je omogočal to, da si živel neko zelo kreativno življenje lahko, teme, različne teme, raziskoval si in tako dalje. Danes smo novinarji tudi v javnem mediju bolj ali manj omejeni na to, da te nekdo sekira glede, ali si točno prišel ob 7, ali ti manjka pol ure, ali ti ne manjka, tako kot javni uslužbenci smo torej prisiljeni spoštovati neka pravila, ki niso čisto povsem v skladju z izzivi novinarskega poklica. Če te nekdo nenehno opominja samo ali imaš dovolj delovnih ur, to pomeni, da morda v tistem času ne razmišljaš o nekih dobrih, kvalitetnih zgodbah.
Zdaj, razlika v tem, kako je bilo včasih ali pa kako je bilo danes. Ne vem, sama recimo pri upravljanju novinarskega poklica, ko sem bila dopisnica, ne vem, ko sem veliko poročala iz Bližnjega vzhoda, iz iraške vojne, iz Izraela, iz Palestine, seveda se takrat nikoli nisem vprašala, ali sem zdaj, ne vem, 24 ur po konci, ali delam nekaj, ali sem dovolj plačana za to, kar delam. Seveda sem bila bistveno slabše plačana kot moji kolegi iz velikih zahodnih hiš, ampak saj novinar javne televizije nisi zaradi denarja. V resnici nisi zaradi denarja, ker imaš možnost ustvarjati. Če imaš možnost ustvarjati, potem je v bistvu so finance drugotnega pomena. Danes so mladi ljudje drugačni, kot smo bili mi pred 20-30 leti, želijo urejene delovne pogoje, želijo možnost profesionalnega razvoja, želijo se izobraževati, želijo delovati v neki urejeni torej ožjem in tudi širšem okolju. Novinarstvo izgublja svojo vabljivost tudi zato, ker smo nenehno izpostavljeni, torej ne samo kritikam, ki seveda morajo biti uperjena na naše delo. Prav je, da se pogovarjamo o tem, kaj delamo, kako delamo, kaj bi lahko delali bolje. Ampak izpostavljeni smo tudi nenehnim žalitvam, psovanju, zelo hudim diskreditacijam v medijih, tudi zelo hudim diskreditacijam na socialnih omrežjih. In ko vidim te mlade ljudi, ki pravzaprav začenjajo še na svojo novinarsko pot, jih tudi razumem, zakaj je to delo v mediju, predvsem javnem mediju, pravzaprav nekaj, za kar se na vsezadnje mogoče niti ne odločajo. V komercialnih, seveda v zasebnih medijih so težave še seveda povsem drugačne, torej tam gre bolj za recimo kapitalske pritiske, če že gre, torej orientacije, torej tudi uredniške politike po tem, kako razmišljati, kaj si lahko privošči njihov lastnik. Pri nas seveda v javnem mediju tega ni, seveda prav je tako, da je tako kot je. Morda to za začetek pa. Hvala lepa, gospa Aksinja Horvat. In sedaj še za uvodne misli prosim fizika in političnega analitika dr. Petra Gregorčiča, zaposlenja na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer kot izredni profesor predava o laserskih tehnikah. Vodil je tudi raziskovalne projekte, je nekdanji predsednik programskega sveta RTV Slovenije in tudi pogost komentator aktualnega političnega dogajanja. Prosim. Hvala lepa za to predstavitev. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Nekaj morda uvodnih misli. Najprej bi začel malce zgodovinsko. Kot raziskovalec, naprimer, en medij, ki ga uporabljam, so znanstvene vire. Tudi te, čeprav niso nič obremenjene s politiko, kar delam na področju tehnike, nam nekako sporočajo neke ugotovitve, na katere se moramo opreti in do njih pripeljati nekaj zaključkov. Ne vam povem, da tudi tam obstajajo pristranski pristopi. To kaže na to, da ni to bolezen politike, to je pač narava človeka. Greste, opazujete nek pojav in se vprašate, kaj je razlog, da do tega pojava prišlo. Naprimer, brcnete žogo, žoga se premakne. In potem morate izvesti neke eksperimente, predlagati neke hipoteze. In človek, ki nekaj predlaga, je ponosen na svojo misel in jo seveda zagovarja. In potem v znanstvenih publikacijah ta zadeva poteka tako, da če želite objaviti članek, dobite dva vaša sovrstnika, peer review, ki podata svoje mnenje in potem urednika bodi si prepričate, da vam članek sprejme, da vam zahteva popravka ali vam ga zavrne. Tako poteka zadeva v znanosti. Bi pa s tem zgodom sem začel še z enega drugega razloga, ko dobim da študenta, rečem, glej, če boš dobil v roke članek iz leta 60, 70, ti članki so resnično tako strukturirano napisani, jasne misli, ker takrat je človek, v bistvu, prvič je bilo članke takrat izjemno težko pisati. Če govorite sploh o tehniki, pomeni ste rabili, kdo je neki zmer, pa ste rabili nekega risarja, ki je cel dan prerisoval grafe in tako naprej. Ljudje so zadeve premisleni. Danes imate računalnik, delate numerične simulacije in produkcija je postala ogromna. In zato je tudi članek, ki je kakovosten, mnogo težje najdeti, je pa dobro to, da imate z umetno inteligenco, imate iskalnike, ki na tem temeljijo in ga tudi lažje iščete. Zakaj ta uvod? Zaradi tega, ker v resnici, ko cela družba smo prišli v produktivnost,
In mediji, novinarji so enako podvrženi temu, morda včasih, recimo novinar, da bi naredil neko resno raziskovalno zgodbo, jaz mislim, da bi se moral, nekoč sem z nekim urednikom govoril, rekel, tukaj bi nekaj mi lahko odkrili, ampak ta človek bi mogel pregledati zemljiško knjigo vse teh stvari, rekel, zakaj pa tega ne naredi, rekel, zaradi tega, ker jaz ne morem človeka plačati, da bo 2 tedna vrskal podatke, ampak mora on sproducirati toliko teh zadev na dan. In z te stvari pride prvo neka površnost. Zdaj pa, seveda so mediji izjemno pomembni, zaradi tega, ker bilo je v uvodnih smernicah vprašanje, ali mediji usmerjajo, informirajo ali izobražujejo. Jaz mislim, da počnejo vse troje. Ker kdor informira, izobražuje in kdor izobražuje, tudi usmerja. In v tem kontekstu sta stališča medijev sta 2 bistvena podsistema v družbi. Eni so mediji, ti, ki nekako najprej poročajo in tudi postavljajo kontekst dnevno dogajanje, družbeno-politično, drugi je pa izobraževalni sistem. In če želimo kot družba dobro funkcionirati, ker smo ljudje pač različni, imamo različne poglede, tudi vsak novinar, vsak učitelj ima nek svoj pogled na neko zadevo ali pa nek svoj pedagoški pristop, je pomembno, da omogočamo pluralnost, se pravi, da omogočamo raznolikost mnenj, da lahko se iz različnih vidikov informiramo nekaj zadev in potem iz tega izpeljemo nekaj zaključuje. Zdaj, seveda, ker mediji in izobraževalni sistem usmerjata neko kolektivno zavest, določata, kaj v družbi je sprejemljivo, tudi postavljata kontekst nekim dejanjem, ki jih lahko osvetlita celostno ali parcialno. Pomeni, da imata ta 2 družbena podsistema izjemno veliko moč. Kjer je skoncentrirana moč, je vedno tudi obstaja nevarnost zlorabe te moči. Zato zgolj zanašati se na to, da je to neko plemenito poslanstvo. Vsako delo je lahko plemenito poslanstvo, lahko je pa tudi zloraba nekega vzvora. Zato pač jaz mislim, da mora biti v samem sistemu družbenem neki imunski mehanizmi. In ti imunski mehanizmi, po mojem mnenju, so točno to, da imate različne medije, da imate razpršena lastništva, ker zavedati se morate, da vsebino nekega medija vedno določa lastnik. Kakorkoli lahko se sklicujete na neke standarde, vsebino nekega medija določa tisti, ki je lastnik, zato se mi zdi to, kar je gospod Merše pripovedal, se mi zdi, da je zelo dobra iztočnica. Težava Slovenije prva je ta, da nimamo niti transparentnega lastništva, niti razpršenega lastništva. Verjetno to izhaja iz naše pretekle zgodovine, ko smo imeli družbeno lastnino, in potem se pač ta zadeva nekako tranzicijsko konsolidirala pri določenih centrih moči. Pričemer velikokrat v teh razpravah o pristranskosti poslušam, kako je politika tista, ki zadeve zlorablja, kar je seveda res, ker ima ta interes, ampak veliko bolj tiho se je, da politika ni edini center moči v družbi. Jaz celo mislim, da je najmanjši center moči, zaradi tega ima izjemen vzvod, ampak je najbolj podvržena nadzoru javnosti. V družbi se obstajata še 2 sistemska centra, en je gospodarski in drugi je v zadnjem času v sodobnem svetu civilno-družbeni, ki sta manj izpostavljena javnosti. Zdaj, če malo povem s prispodobo, če gledamo zdaj, kar je dogajanje v naši vladi, vidimo nekega človeka, ki je prišel na mesto predsednika vlade za svojimi lastnostmi, ki jih nismo opazili v tem, ko je bil on v gospodarski družbi. Moja hipoteza je, da zato, ker kot predsednik vlade je podvržen medijskim reflektorjem in to vidimo, ko je bil pa v geniju, recimo, pa temu ni bil podvržen. Meni se zdi, da tu njegova osebnostna lastnost, določene poteze, ki jih vleče, jih prej nismo prepoznali. Skratka, hočem samo to povedati, da je zelo nevarno, če pozabljamo, da v ozadju medijska sporočila lahko usmerjajo in tudi veliko bolj nevarno in tačno tudi gospodarski in civilno-družbeni centri moči. Gospodarski tudi z usmerjanjem toka denarja. Zdaj, nekje v izhodiščih je bilo omenjeno, ali je smiselno iskati ali delati medij, ki je v zlati sredini. Ker je to gospodarska dejavnost, jaz mislim, da mediji lahko tudi zelo nišane. Lahko nek lastnik se odloči, da bo nagovarjal ciljno neko publiko. Zdaj, če govorim o našem političnem besednjaku, lahko je nek medij, ki je njegova tačna publika skrajno desna ali pa leva. Jaz mislim, da s tem ni nič narobe, dokler vemo, kdo je za tem.
dokler vemo, kdo je avtor nekega teksta, imamo tudi nek medij, ki je bil na začetku netransparentno financiran, nismo videli, kdo je lastnik, potem se je lastništvo razkrilo, ta medij redno objavlja neko kolumno z nekim psevdonimom. Ne. Poglejte, to je po mojem, mislim, veliko bolj problematično, kot da nekdo pristransko napiše kolumno z imenom in priimkom. Zato, ker potem na koncu je včasih, ne, naš slovenski prostor je tako razdeljen, včasih preberem zgolj naslov avtorja in poznam vsebino. Ne. In 80% zadam. Ne. Ampak zdaj tu se po neki strani pojavlja tudi neka priložnost, ne, za nekoga, ki hoče na neko nišo, ne, lahko poskuša s tem, da bo presenetil. In jaz te drznosti v novinarstvu ali pa v slovenskih medijih dejansko pogrešam, se najdejo redki posamezniki, ker meni osebno, naprimer, mene zelo moti, pa ni važno, z katerega političnega pola prihaja, ko se dobita in nekdo, ki intervjuiranec, in potem drugemu polagata besede v usta in se trepljata. Sam recimo, če dobim tako povabilo, če le mogoče se mi izognem, ker mi tu ni noben intelektualni izziv. Jaz osebno si želim imeti nasproti sebe nekoga z drugačnim pogledom, zaradi tega, ker on lahko mene edini izpraša o tem, ali so moji pogledi na svet resnično pravilni. In tega, jaz bi si več tega želel in mislim, da bi kot družba napredovali, če bi več tega imeli, je pa ta zadeva seveda na vsakem posamezniku. Bi zdaj mogoče zaključek povedal še predstavil svoje videnje dveh težav slovenskega medijskega trga. Najprej mislim, da imamo težavo, ker smo kot država izjemno majhni, imamo zelo majhen trg, kar mislim, da je tudi velik izziv za medije, ki bi želeli se resnično neodvisno in financirati zgolj skozi medijske vsebine. Druga težava, ki pa jo vidim in sem tudi znal, kot sem bil kot predsednik na Radioteleviziji Slovenija, je pa izobrazba novinarjev. Mi imamo zelo veliko novinarjev, ki so podizobraženi. Na RTV-ju so s tem rešili takole, da sem dal -2 razreda, ne vem koliko, nekaj manj plače. Ampak, veste, velikrat sem bil postavljen pred neke očitke, ali je kakšen novinar pristranski, ni pristranski, in o te zadeve sem res dolgo časa razmišljal, ker sem hotel sam pri sebi priti do vprašanja, od nekaj odgovora, kaj definira, tudi meni so očitali, da sem pristranski predsednik, mene je Janša nastavil in sem delal po navodilih politike, taki so bili moji očitki. In sem se večkrat izpraševal, kaj definira človeka, da je notranje neodvisen, ker vsak od nas ima nek svetovni pogled na svet in seveda ta svetovni pogled zasleduje. In tukaj je čisto legitimno. Kaj po mojem mnenju odvisnost pomeni? Odvisnost pomeni, da slediš navodilom in etosu ali pa usmeritvam nekoga drugega, ki nisi ti. In nekako prišel sem do več zaključkov. Se pravi, za neodvisno osebo, tudi novinarja, prvo moraš biti izobražen in strokovno podkovan. Zato, da znaš v neki situaciji sploh oceniti, ko ti nekdo poda informacijo, kako verodostojna ta informacija oziroma katera podvprašanja moram jaz tej osebi podati, da bom lahko prišel do svojega zaključka, kaj je resnica in kaj ni. Se ni nujno, da bom jaz našel resnico, ampak vsaj trudil se bom za to resnico. In jaz sem prepričan, da tukaj izobrazba ni nepomembna, zato ker greš čez nek sistem sistematičnega treninga, ki traja pač tistih 20 let in ti da naučite nekih metod, kako se izprašuješ. Recimo v znanosti rečemo temu znanstveni pristop, ki mora biti tak, da je ponovljiv in preverljiv. Se pravi, da če jaz povem, kaj sem naredil, lahko vi v svojem laboratoriju ali pa v svojem poskusu to ponovite in primerjate vaše rezultate z mojimi in potem ugotovite, ali sem jaz imel samo slab vzorec, ali je bila moja metoda sistemsko napačna. Druga stvar je pa seveda zdaj, ker namreč, kako lahko usmerjaš novinarja. Lahko ga usmerjaš na tisti, se pravi, nekega novinarja, ki ni neodvisen ali pa ki ne deluje. Imaš dve zadevi. Eno je, ki je problematično v družbah kot je slovenska, po mojem tudi zato, ker so novinarji bistveno podcenjeni. En je čisti ta najbolj grd, to je koruptivan. Se pravi, lahko mu zagotoviš neke vire financiranja. V slovenskem prostoru smo se tudi s takimi zgodbami srečali, nekatere še niso povsem pojasnjene. Potem imate bolj prefinjene, da preko nekih, se pravi, lahko cel medij kupiš z nekim oglaševanjem, tukaj je tisto, kar sem rekel, vzvodi gospodarske moči. Drugi, ki je pa mogoče, po mojem mnenju, celo bolj razširjen, je tako, da postaneš njegov vir. Namreč novinar, ki ni dovolj spreten, ne more napisati nič drugega, razen to, kar je napisal STA, in če hoče imeti neko zgodbo, rabi neki vir, in če zdaj on ne zna svojo glavo razmišljati in
delčkov, ki jih dobi, ne, povezati v neko širšo zgodbo, potem pač prepiše tisto, kar mu vir pove. Zavedati se pa treba, ne, da če nekdo tvoj vir, je vir zato, ker mu to koristi. Ker mu koristi, da nekdo pod svojim imenom proda njegovo zgodbo. To ne pomeni, da je ta zgodba napačna, ampak ta zgodba je potrebno jo preveriti, zaradi tega, ker če ti jaz povem, ker če bi jaz nekaj hotel povedati, sam bodi si nimam zvočnika, ne, pa zato rabim novinarje, bodi si zato, ker nočem se razkriti, ker bi jaz imel neke konsekvence, ampak jaz kot vir ali pa 90% virov ima interes, da zgodba pride ven. Sicer, zakaj bi bili viri? Tukaj pa še eno stvar mogoče bi rekel, tukaj pa bolj za tiste, ki delajo z mediji, ne glede na to, kakšna ta slika v medijskem prostoru je, do nekega spoznanja, do katerega sem tudi sam prišel, tudi novinarji so ljudje. In ne glede, koliko je morda sedaj zdi kakšna stvar zabetonirana, se mi zdi, vredno je z njimi graditi odnos in vedno velja, da korekten odnos rodi bolj korektne odnose nazaj. Pač čisto ta človeški pristop se mi zdi včasih, gremo v to, nekdo poroča tako, pa ga kar napademo, morda nismo premislili dobro, kaj je v ozadju, po drugi strani pa velikokrat novinarji rečejo težko novinarsko delo, ker me napadajo po medijih, jaz rečem takole, to sodi k temu poklicu. Če si se spustil na polje javnosti, moraš znati preživeti tudi neke napade, moraš imeti neke osebne mehanizme, kako nekaj preslišiš, predelaš in pač potem na koncu tudi preživiš. Zato, ker posebej takrat, jaz mislim, da novinarji bi morali biti veseli napadov. Ker moja teza je, če te nihče ne napada, potem, sploh če si raziskovalni novinar, potem zagotovo nekaj ne delaš čisto prav. Hvala lepa. Mogoče najprej za vsakega izmed vas. Eno vprašanje, dr. Igor Lukšič, medij, informator, izobraževalec smo slišali. In pa pogosto se zgodi, da tudi mediji z močjo, ki jo ima, to lahko zlorabi. In na Dragi ste govorili skupaj z dr. Žigom Turkom o slovenski oziroma o levici in desnici. Tako nekako v Sloveniji v koš mečemo tudi slovenske medije, na levo in na desno stran. Kdaj smo zašli, da smo prišli do tega razmišljanja? Oziroma, kje smo zašli? Francoska revolucija, ki je uvedla delitev na levo in desno. Če iščemo krivce, se pravi, ki smo se mi izmislili tega v zadnjih letih, ali pa mogoče dežurnih krivce Janeza Janša, ali pa Mila Kučka, recimo, na vlaki stranke. Ko se pogovarjamo takole, se mi zdi, da je vseeno premalo tega strukturne debate. To je tudi, kar je kolega Peter govoril, je vezano na to osebno izkustvo in novinar in tako naprej. Kako pa zdaj postaviti nek sistem? Televizija se je odločila, ampak se spomnim že prej, ki je bil Vlado Ambrožič, ki je imel intervjuje, on je imel enega levega, enega desnega. Mislim, popustne noge izbiri lev-desen in je na tak način govoril. Zdaj imamo na televiziji Ksenijo Horvat, pa imamo na drugi strani Možino. To so pač različni pristopi na kakšen način potešiti tudi emocionalna stanja pri ljudeh. Ker ne nazadnje gre tudi za to. Prej smo govorili o raznih funkcijah, ki jih je kolegica Ksenija nam navajala. Televizija, ljudje hoče biti potešeni. Ko gledaš ti televizijo, hočeš biti na nek način pozitivno vznemirjen, ne včasih tudi prestrašen, če hočeš gledati strašljivko, tako naprej. Ampak to, o čemer se pa mi tukaj pogovarjamo, glavno je informativni program. In to je tisto, o čemer imamo potem deljeno mišljenje. Glejte, tisto, o čemer bi se morali glavno pogovarjati, kako narediti kvaliteten program. Mene nič ne moti, prav bi bilo tako, da ljudje ne bi bili pristrastni. To ni fuzbalska tekma. Televizija, poročila niso fuzbalska tekma, kjer imaš ti svoje favorite in ko so tvoji, dajo gol, ok, drugač pa je tekma, kar te ne zanima, samo zanima te rezultat, da tvoje zmagajo. In to se mi zdi, da je predvsem v slovenski javnosti prisotno
in tudi negovano, ne, da naj bi gledali in spremljali celotni novinarski prostor po dejavnost ali pa zlasti javno televizijo in informativni program, ali so naši tam. Ne? In če ni naš, potem jaz to ne bom gledal. Vam povem mojo izkušnjo. Jaz sem hodil v vse programe in sem bil vabljen kao leva in me pol in kolega vpraša, prav zakaj zmeraj hodiš kot leva štafaža v desne programe. Ne? A ne vidiš, da oni propagirajo in te imajo samo za ono. Sem rekel, veste kaj sem rekel? Sem rekel zaradi tega, ker me leva televizija, ne, ko je bila, nikoli ni vzela za desno štafažo. Skratka, če ti misliš, ne, da imaš kaj zapovedati, potem sprejmeš vabilo. Če misliš, da nimaš nič zapovedati, potem se pa pač pozicioniraš in rečeš, aha, zdaj ta me bo vprašal, ali pa mi bo, tam so napačni kolegi, ne, z njimi pa ne bom šel, veste, in tako naprej. Skratka, televizija zmeraj dela, tudi recimo kolega Petkovič, ko je dobil mandat, jaz sem pač hodil v njegove oddaje, ne, in me je bivši rektor, ne, eno od bivših rektorjev, zdaj že preminil, in je me enkrat poklical, ko sem bil pri Petkoviču, oziroma poklical, napisal po mailu. Je rekel, jaz mislim, da bi mogli take ljudi, kot si ti, izključiti z univerze. Pa sem pomnil nazaj, ki so pa v čem je problem, a ste gledalsko podajo. Prav ne, jaz Petkoviča ne gledam, ampak vsak, ki gre teatro. In veste, paradoksalno, v tisti oddaji sem ravno govoril o Kidriču pozitivno in tako naprej, da je še Petkovič čudovito. Sem rekel, se pravi, vi mislite, da Kidrič ni bil v redu, ali kaj? Pa na koncu diskusije. Ampak, gledajte, tudi taki vrhunski intelektualci, ne, pred koncem življenja, ne, bi človek od njih pričakoval, pa recimo, je bil tudi v Demosovi vladi, ne, podpredsednik. Se pravi, bi pričakoval, da ima neko treznost, da ni treba sprejeti logiko navijaštva, ko gremo v javni prostor zlasti, če nisi to druga stvar, če si ti v aktivni politiki. To je, ne, je druga zakonitost, takrat moraš drugače se obnašati. Ampak, če nastopaš kot intelektualci, treba najprej brati celoto. Ne? Tiste ljudi, ki so na položajih, seveda poveš potem, da se pač ne strinjaš s tem zunim, ampak treba brati celoto in jih omogočiti, da se razvije. Ne? Tako da zdaj, recimo, ki je gospa Ksenija prevzela to televizijo, ne? Bi bilo fajn, da se ta Slovenija zbere okrog te televizije, če misli, da jo moramo imeti. Če pa večina misli, da je javna televizija nekaj, kar je mimo, ne, imam jaz tudi kolege na fakulteti, ki takrat, ko so napačni oblasti, mislijo, da bo treba ukiniti, ne, ko so pa njihovi oblasti, takrat je pa ono, kaj oni govorijo. Dajmo poskušati misliti celoto in tega je premalo v tej državi, ne, tega je premalo, če vprašanje ne levo, desno, kakšno, tega je enostavno premalo. In tudi o tem, kar je Peter Gregorčič govoril, ne. Veste, mi imamo v teh predsferah, se pravi, preden nekaj pride v javnost, ne, saj ni samo naloga novinarja, da razišče, pa da premisli. Kjer pa so vsi ti intelektualci? Mi imamo fakulteto za družbene vede, imamo filozofsko fakulteto, imamo cel kup tudi nekih inštitutov, imamo fakultete tudi po Mariboru in tako naprej. Kje so ti intelektualci? In kaj se je zgodilo? Lete, mi jih rinemo v položaj, zdaj, da se mora, kar je kolegica Ksenija prej govorila, štempljati. Se pravi, profesor na fakulteti, eno od okupacij, se bo štempljal, se ne bo. Zdaj naša vlada je to uvedla za vse poklice. Ne upošteva razlike med poklici. Se imamo različna poslanstva in glede na to si tudi opredeljujemo pač delovni čas. Ne. To je zdaj funkcioniralo, zdaj naprej pa kakor da ne bi moglo več. Se pravi, to za celoto in ta intelektualni del enostavno ga naša država ne podpira, ne spodbuja v to smer, da bi mislil celoto. Ti, če hočeš objaviti nas kakšen članek v časopisu, ti pač enostavno ne objavljajo, oziroma če ni v nekem kontekstu, ali pa recimo ti ne plačajo in vrsta ljudi pač ne piše zaradi tega. Intervencija v javni prostor absolutno ni nagrajena,
to, o čemer je kolega Peter Gregorčič govoril, ne v znanosti, in to je v družboslovni komunistiki še najbolj usodno, se šteje samo to, kar je merljivo v znanstvenih časopisih. In mladi ljudje zdaj samo gledajo točk radio in za napredovanje. In nikjer ne dajemo noter še v to košarico še javna intervencija. Ti si zadolžen, plačan, poslan za to, da premišljaš družbene probleme. To ni važno, veste, da je to desno pobarvano, levo obarvano, to je potem sekundarne zgodbe. Ampak da premišljaš tisto, kar misliš, da je prav, da potem sporočaš tudi v slovensko javnost. In potem imajo tudi novinarji in televizija lažje delo. Recimo, zdaj imamo v resnici najbolj kvalitetni so novinarji, so intervjuji. Recimo to, kar dela Ksenija. Ker takrat človeka dobiš z vsem svojim, z njegovim ali pa njeno to širino in ti tam v 1 uri nekaj razgrne. Ker napisal tega ne bo, ker ni stimuliran, tako v javnost se pa pride na televizijo pokazati. Tako da to je pravzaprav najbolj kvaliteten del, ali pa recimo to, kar delajo ti kolegi drugi, te intervjuje, ki jih delajo. To pravzaprav je še edini način, kjer ti lahko zbezaš intelektualca, da nekaj javno pove in da ga recimo spodbudijo, da razmišlja pa malo o celoti, ne da se samo postavi v to pozicijo navijanja. Gospa Horvat, prej je že gospod Merše omenil, kako lahko sedaj pričakujemo pluralnost nekega medija, če vsi na programskem svetu glasujejo soglasno. Potem smo slišali tudi v preteklosti te očitke o umiku nekaterih novinarjev, o menjavi vodstva RTV. Kako odgovarjati tudi, kako negirati vse te besede levo, desno, desno je slabo, levo je dobro, ker se vedno znova se mi zdi, da sučemo v tem krogu, ki se nam nenehno ponavlja. Hvala lepa. Ja. Bom začela na koncu, to levo-desno. Zdaj, zelo sem vesela, ker se v bistvu pogovarjamo tako na en tak način, da dejansko, ker na veliko načinov se da pogovarjati v javnih medijih. Lahko smo izjemno ostri, lahko zaostrimo pri vsaki besedi, pri vsakem stavku, lahko si skačemo besedo, lahko res naredimo še en škandal pri pogovoru o nacionalki in tako naprej. Jaz mislim, da je treba govoriti in že če se prej v bistvu sklicujem na to, kar je rekla uvodna govorničarka, seveda kultura govora je izjemno pomembna, jaz tudi to mislim. Mislim pa, da je ta debata, cela debata levi, desni, skrajno levi, skrajno desni, da je v bistvu ta debata izjemno preživeta in sama ne verjamem vanjo, v resnici ne verjamem vanjo. Tudi ne verjamem oziroma iz izkušenj in poznavanja svojih kolegov na nacionalni televiziji vam moram povedati, ne glede na to, kakšno je morda vaše prepričanje, kako nas gledate, da to ni nobena uniformna neka celota, o kateri bi govorili kot o neki, levičarskem združenju in tako naprej. Prav nasprotno. Moji kolegi so izjemno različni, nekateri svetovni nazor, nekateri kolegov je bolj lev, nekateri so zelo neoliberalni, nekateri so levi, nekateri so zelo verni, nekateri so recimo tudi so bliže nekim desnim prepričanjem. Vse to so moji kolegi, s katerimi vsak dan sodelujem v službi. In zdaj, kako pridemo do tega? Mislim, da smo ta konflikt med levico in desnico, da smo v marsičem za to krivi prav mi sami. In sicer se je začel ta razkol še dodatno potencirati, bi rekla, nekje pred 20 leti, ko je bilo uredniško ali pa potem tudi drugače širše družbeno narobe razumljena ta pluralnost slovenskih medijev. Pluralnost, iz katere smo potem ljudi, komentatorje, univerzitetne profesorje, gospodarske strokovnjake začeli vabiti na oddaje in smo jih povabljali in smo jih postavljali v funkcije levih in desnih razbojnikov. In vedno, ko si imel neko pomembno družbeno debato, si moral povabiti levega in desnega družbenega, torej razbojnika. In
Zdaj, kako zelo je skregano to z realnostjo, veste sami, mi ni treba tega govoriti, v bistvu pa lahko tako novinarsko in uredniško tu prevzamem del krivde, mislim, zdaj, nas je krivde, tega se seveda nisem jaz spomnila, krivi so verjetno neki ljudje, ki so se narobe sklicevali po BBC-ju, ker BBC pač v oddaji nikoli ni vabil po neki, ne vem, strukturirani, zdaj levi pa neki desni provenienci, ampak je to temeljilo pač na različnih pogledih na obravnavano tematiko, tudi na različnih pogledih na svet. To ne pomeni, da mora biti vedno nekje levi, desni. Lahko sta nekoč dva leva, če govorimo o neki zadevi, ali pa dva desna, ali pa sploh ne uporabljamo teh kategorij. Mladi ljudje se nam smejijo, če o tem govorimo, zdaj levi, desni. Ja, gledajte, vem, da izhajam iz nacionalne televizije in za marsikoga tam veljamo kot neka levičarska utrdba, in seveda direktorica televizije je potem, ne vem, direktorica te levičarske utrdbe. Jaz pač nase nikoli nisem gledala tako in tudi sedaj ne gledam nase tako. Mislim, da velik del javnosti tudi prepoznava, da nismo, da televizija Slovenija pač ni v tem smislu nekaj zelo radikalnega. Če ste spremljali zdaj podatke, torej Valikonove podatke, boste videli, kako zelo se nam je povrnilo zaupanje v RTV. To je res lep občutek. Jaz sem ga tako vesela, ne moram vam povedati. To je zame zelo pomembno. Ne v medije nasploh. Zaupanje v medije je ostalo na približno istem nivoju. RTV-ju se je pa zaupanje precej povečalo. Tudi se je povečalo zaupanje v voditelje, ki vodijo naše informativne oddaje. Ta ista raziskava je pokazala tudi to. Kar je verjetno lahko tudi del odgovora na tiste menjave. Ja, gledajte, torej o tistih menjavah nisem odločila jaz, ampak recimo, če bi danes mi to nekdo predlagal, potem bi te menjave podprla in verjetno bi podprla še tudi kakšne druge menjave. Ker sem trdno prepričana, da televizijski voditelj, informativnih oddaj, pa tudi vseh drugih oddaj mora biti predvsem človek, ki strokovno dela. Zdaj, zamenjanih je bilo nekaj ljudi. Jaz mislim, da kar enih del, tudi dobrih, in mislim, da tudi pred katerim od dobrih voditeljev je še čisto v redu lepa novinarska prihodnost in tudi voditeljska prihodnost. Sploh ne dvomim. Sama sem se tudi pogovarjala z enim od takšnih kolegov in sem rekla, glej, morda pa zdaj še kako leto torej delaš, narediš še kak prispevek, se ukvarjaš s televizijo, pogledaš, kakšen je sistem dela, pogledaš, kako boš še novinarsko nekaj naredil, se razvil in potem ne vidim prav nobenega razloga, zakaj ne bi nekoč vodil neke pomembne oddaje. In to bi rekla komurkoli, ker sem v to globoko prepričana. Zdaj, ne vem, če je to smešno, upam, da ni. Meni se to ne zdi smešno, mislim, da je to pač stvar, ki jo je treba zelo resno vzeti. Ker sem prepričana, da mi dejansko moramo biti za vse, da mi bi morali biti nekje blizu zlate sredine. Vidim pa problem v tem, da si to, kje je tista zlata sredina, vsi predstavljamo zelo drugače. Torej nekje nekateri bistveno bolj desno ali pa bolj levo od tega, ne vem, kot si to predstavljajo. Gospod Gregorčič, kako torej priti do blizu te zlate sredine in kako presekati to nenehno vrtenje v krogu levi, desni, naši, vaši, ti, ki so na oblasti, tisti, ki niso in podobno? Na to v bistvu nimam odgovora, ker v bistvu jaz mislim, da gre tukaj, se pravi, navijaštvo je vedno izhaja iz tega, z neke minimizacije energije, ki rabiš vložiti v eno zadevo. Se pravi, če ti rečeš, ta politična opcija ali ta način mišljenja je pravi, potem se ne rabiš izpraševati, ali je tam kje bilo narobe narejeno, ker to je pač napor. Ne vem, nimam na to odgovora. Vprašujem se, ali je to v resnici sploh potrebno. Jaz mislim samo, da je dovolj, da se da vsem nekako priložnost, da pokaže svoje mnenje in da se v neki diskusiji soočajo pogledi.
Jaz mislim, da to čisto zadostuje. Ne? Ker zdaj, če bi morali reči, da zdaj moramo vsi, kaj to potem pomeni? To pomeni kaj? Da ne smem jaz izraziti svojega mnenja, ki morda diametralno nasprotno v nekih pogledih od gospe Horvat. Ali pa ona, ali pa obratno. Ne? Skratka, jaz v tem resnično ne vidim težave. Jaz mislim, da taka družbena trenja so odraz demokracije. Težava pa vidim takrat, ne? Kadar je pač nek pogled utišan ali diskreditiran. Takrat pa imam problem, ker potem prihajam, ker to je točno pot, kako umakniti družbena trenja. Ne? Tako da pač eno stran, katerokoli že utišeš. Ne? Ali pa je pač in ne daješ več zvočnika in potem pač imaš dva, ki se smehljata, govorita isto in se trpljata po ramenu. A je to dobro? Ne vem. Jaz mislim, da ni, ne? Ker tudi moja naslednja teza, naprimer o levici v Sloveniji, ne? Pa splošno o politiki v Sloveniji je točno ta, da je bila ena opcija veliko časa bistveno privilegirana. Bistveno privilegirana, kar pomeni, da je zmagala volitve brez resnega truda. Kar pomeni, ne? Da ni rabila rast. Ne? To pomeni, da je prišla tja negativna selekcija in potem, kar naenkrat, to, kar je govoril dr. Lukšič, ne? Izgina neka intelektualna sredina. Zato, ker intelektualne sredine neumnosti pač tam, ker narabo se nič truditi ne zanima, ker to ni intelektualen izziv in se umakne v neka svoja raziskovanja in se pač družbeno ne pojavlja. Ker sekundarna posledica tega je, ne? Da korporata, se pravi, ko pride na tako nizko intelektualno nivo, da se sam še obmetuje, kdorkoli se to debato, tudi če se intelektualno vključi, postane umazan. In tega nek človek, ki pač počne to iz intelektualnega izziva, ne rabi. Resnično ne rabi. In se preprosto umakne. Ne? In se pravi, jaz mislim, da dolgoročno, se pravi, če je neka stran, pa katerakoli je, bistveno preferirana, ne rabi se več truditi, kar pomeni, da tisti, ki so sposobni, nimajo več tem izziva, poišče druge izzive, ne? Vse obstaja še druga področja, ne samo javnega testovanja. Ne? In potem na koncu dobimo neko tudi politiko, ne? Ki je nekompetentna. Še vprašanje za vas, gospod Marše. Kako težko pa je pri vas v mediju, kot v domovini, dobiti sogovornike tako iz ene kot druge strani, nekako na način tako ene in druge strani predstaviti dejstva? To je v resnici včasih kar velik izziv za nas. Jaz sem recimo leta 2021 poskusil, zaenkrat je ta projekt nekoliko na pauzi, ali bomo še kdaj uspeli napeljati naprej, želja je, no, ampak poskusili smo z enim projektom, ki smo rekli Dialogos takrat. In ideja tega projekta je bila soočiti, dati prostor na neko, naslov je bil Dialogos o vrednotah naše prihodnosti, se pravi, na neko posamezno temo smo poskušali dobiti dva človeka, ki nekako konstruktivno, ampak različno gledata na, to ne pomeni nujno zdaj en lev pa en desen, ne, ampak v nekem smislu za in proti, oziroma vsaj neka dva zanimivo različna, nekoliko si polemična ali pa nasprotujoča si pogleda. Ne. In po nekaterih tem nismo realizirali, ker nismo uspeli dobiti sogovornikov z obeh strani. Pri nekaterih temah sem pa jaz porabil po več tednov, no, da sem recimo uspel nekako, pa potem, ko sem preklical recimo neko 20 različnih ljudi, da se je vendar potem nekdo bil pripravljen soočiti z drugo stranjo. In to pogosto, recimo, rekel nekdo iz tretje lige, mislim, če pogojno rečeno. No. To je v resnici velik izziv, še posebej, ker pač domovina kot mediji je, bom rekel, toliko pošten, da pač pove, da je nekoliko opredeljen, da vam povemo, kje so naše temeljne vrednote, iz katerih izhajamo. In potem pač na podlagi tega tudi izhajajo recimo neki komentarji, ki jih imamo. Ne. Zdaj, rekel bi to, ne, dejstvo je, da politika je tekma, ne, ali pa družba je tekma, pravzaprav, ker tekmujejo pač različne vrednote, ne, različne ideje in v tem smislu pravzaprav različne politike tekmujejo s tem, kar prinašajo v vodenje države, pa ideje, s katerimi bi vodili državo. In medijski prostor je
neke vrste pravzaprav to fuzbal igrišče, ki to omogoča. In zdaj, če je to fuzbal igrišče preveč nagnjeno v eno smer, če sodniki preveč delijo rdeče kartone, so v eni ekipi, nepravično, potem se tukaj pojavi težava. In ta težava je pravzaprav, mislim, mi imamo danes situacijo, ko praktično teh soočenj niti ni več. Velikrat vidimo, da imamo oddajo Odmevi, recimo, pa kakšno podobno oddajo večerno na kakšni drugi televiziji, kjer smo bili včasih navajeni, recimo nekih polemik, nekih dveh različnih vidikov, danes smo mogoče pogosto samo še enega. Zdaj, ne upam si tle špekulirati, ker vem iz lastne izkušnje, kako težko je dobiti kdaj obe strani, kolikrat je to posledica recimo pač neke nezmožnosti, da bi dobili dve različni strani, ker pride potem tudi do tega, da ti reče nekdo, ja, če pa pride on, pa jaz ne bom. Če pa pride on, pa ona, pa jaz ne bom. In se potem morajo pač uredniki na koncu, zato da postavijo pač nekaj na ekran zvečer, ker mi smo imeli pač skozi spletni mediji ta privilegij, da če nismo uspeli dobiti sogovornikov, smo pač imeli eno drugo temo, ni bilo pač oddaje. Zdaj, Odmevi so pač vsak večer ob 10 in ne more biti črn ekran, mora nekaj biti, nekoga mora dobiti. Ampak vendar se je pojavila tudi par stvari, ki so pa recimo izrazito problematične recimo za javni medij. O vojni v Palestini na portalu nacionalne televizije poroča odkrit zagovornik Hamasa. Nam je komentatorske oddaje tedenske o notranji politiki še nekaj mesecev pred svojo kandidaturo na volitvah ponujala zdajšnja poslanka, ki je potem, se pravi, nekaj mesecev predtem, preden je kandidirala, je še delala komentatorsko oddajo o notranji politiki. In tako naprej. Elitno večerno oddajo nam vodi človek, ki dopoldne recimo vodi nek festival, neko konferenco in potem zvečer v tej paradni, pogovorni oddaji izprašuje predstavnike, organizatorje tega festivala, ki ga je on dopoldne vodil. Potem se nam dogaja to, imamo situacijo, da nekatere ideje, nekateri segmenti družbe enostavno niso povabljeni nikamor. Mi smo imeli recimo pred mesecem dni približno neko javno molitev Rožnega venca in v Odmevih smo lahko slišali samo mnenje religiologa, ki je govoril, kako bojo ti ljudje nam vzeli pravico do splava. Pričemer nihče ni njih povabil zraven, da bi recimo povedal, zakaj so sploh recimo pač to izvaja. Mi smo en teden, dva prej sta se o tem teptanju zastavic na Kongresnem trgu, tukaj zraven sta se pogovarjala dva človeka, ki sta izrazito na isti strani pravzaprav bila. Tukaj ni nekaj, tukaj manjka ta raznolikost, pa ne pravi zdaj, to ne pomeni zdaj, en levi, en desni. Ampak to, da se pa različnim vidikom, ki obstajajo v družbi, posebej na javni televiziji, pa tudi v ostalih medijih, se tudi ostali mediji imamo to dolžnost. Javna televizija pač še toliko bolj, ker je javna in ker jo vsi plačujemo. In ker smo že pri plačevanju, bi še to dodal, da je en problem. V mediju danes tudi to, da pač smo se odvadili tega, da pač se na medije naročimo oziroma da pač za nje plačujemo. In če ne plačujemo, pač v našem imenu plačuje nekdo drug, ker pač nekdo mora financirati medij v zadnji. Če ga financirajo bralci, potem pač je glavni interes medija načeloma, da te bralce zadrži, če ga pa ne financirajo bralci, potem pa tudi, pa publika, pa potem tudi ni medijskemu lastniku potem primarni interes odgovornost za te publike, ampak do svojega financiranja. Gospa Horvat, je bilo kakšno vprašanje iz publike? Glejte, zdaj seveda, ta debata o plačevanju RTV prispevkov oziroma zakaj sploh RTV prispevek in tako dalje. To ni debata, ki bi bila značilna samo za Slovenijo. To je debata, ki poteka praktično čisto v vsaki državi, kjer imajo javni mediji. Že ko sem živela v 90-ih letih v Angliji, veste, kaj je bila najpogostejša debata, ki je zadevala BBC, zakaj moramo plačevati
BBC prispevek. In tam so, ne vem, v veljavi so bile ne vem kakšne vse zgodbice, ki so se pojavljale o tem, kako nek skrivni BBC-ov tovornjak vozi po ulicah in potem išče ljudi, ki ne plačujejo. Mislim, torej izmišljene zgodbe s temi prispevki. Hoče reči, ja, to je, razumem seveda, vsak plačuje RTV prispevek, razen tistih, ki ga bojkotirajo in tudi javno politično govorijo, da ga ne plačujejo, radi pa pridejo seveda tudi vseeno na javno televizijo kaj pojasniti, kadar jih povabimo. Podobne so debate v zvezi z ORF-om, z ARD-em, s CDF-om, potem res moram reči, nismo prav nobena izjema. Zdaj pa, mi seveda lahko, vse sem prej rekla, pa dajmo narediti novo družbeno pogodbo o tem, rabimo javni mediji, zakaj ga rabimo? Dajmo se osredotočiti na debato o informativnem programu. Ja, lahko naredimo marsikatero napako, morda jih naredimo preveč. Želela bi vam obljubiti, da od danes dalje, oziroma vsaj od trenutka, ko sem postala direktorica, teh napak več ne bo, pa bi se slagala, zagotovo bodo. Zagotovo pa pri nas obstaja tudi nekaj, česar do zdaj nismo omenjali, ne? Seveda, kako se dela novinarsko delo. Na vse zadnje imamo novinarski kodeks, imamo poklicna merila in načela novinarske etike. Dostopna so na spletni strani RTV-ja. Upam, da ste jih kdaj prebrali, da ste videli, kaj ta merila, poklicna merila prinašajo, in če ste jih, potem lahko, ko zasledite nepravilnosti, težave v našem mediju, se tudi obrnete na naš institut, na katerega smo zelo ponosni, to je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. To pomeni, ko se boste obrnili na nje, ko boste zapazili neko nepravilnost, vam bo urednik, torej oziroma varuhinja, ki bo poiskala tudi pojasnila uredniških in novinarskih iz teh virov, vam bo morala posredovati odgovor na to vašo pritožbo. In s tem odgovorom lahko niste zadovoljni, lahko vrtate dalje. Jaz to spodbujam, jaz mislim, da je to dober mehanizem, ki je tudi korektiv tega, kar mi počnemo. Zdaj pa, glede na to, da tako z lahkoto seveda navajate vse te stvari, ki jih pri nas delamo narobe, in s tem tudi omenjate moje kolege, ki so, ne poznam nobenega človeka, ki bi zagovarjal Hamasov terorizem v naših oddajah, ga ne poznam. Še nikoli nisem slišala zanj, zdaj, če mi mislite na sodelavca našega spletnega medija, ki se v tem smislu večkrat omenja. Seveda lahko imate to svoje mnenje, mislim pa, da pri tem vsi, ki operirajo z njegovim imenom, večkrat pozabijo povedati, da je celo zadevo pravzaprav preiskal tudi Svet Evrope in se z njo podrobno ukvarjal in o tem tudi podal svoje mnenje, ki pa ni takšno, kot ste ga vi zdaj prezentirali. Torej človek, ki naj bi bil zagovornik Hamasa. Kdo je lahko zagovornik Hamasa in tega, kar je Hamas povzročil pred 2 tednoma? Kdo lahko zagovarja taka dejanja? Prepričana sem, da nihče, ki zagovarja taka dejanja, ne bi smel biti ne samo sodelavec javnega medija, ampak tudi ne nobenega drugega medija. S tem pa ne mislim, da je človek, ki misli, da je zagovornik Hamasa. Morda pa ima nekoliko drugačne argumente, uporablja drugačne argumente kot vi, glede tega, kaj se dogaja v Gazi. Torej ne samo v zadnjih 2 mesecih, ampak tudi v zadnjih, recimo, 70 letih. V kontekstu stvari pogosto delujejo drugače. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, kakšno vprašanje, kakšno nekaj minut nam je še ostalo? Če želi naše goste, katerega posebej karkoli vprašati, da naslovi vprašanje. Prosim, da ste kratki, jedrnati. Hvala lepa. Dobar dan, moje ime je Andrej Gavenc. Ker imamo tukaj 2 gospoda, ki sta bila na televiziji, en pogled mogoče od zunaj navznoter. Dejstvo je, če si kakorkoli poskušamo zadevo spravljati skupaj v enotnost in tako naprej, mislim, da to ne bo šlo. Zakaj? Ljudje imamo svoje prepričanja in vsak novinar poskuša seveda videti celotno stvar, ampak zadevo iz svoje perspektive pogledati.
To se pravi, če RTV ne bo kadrovsko politiko vodila tako, da bo imela oba pola približno enako, ali pa če rečemo še tretjega liberalnega, srednjega enako zastopane, potem ta televizija ne more reči, da bo javna televizija, da bo odgovarjala na potrebe vseh, zlasti seveda za stališča informativnega programa. Tako da mislim, da tukaj se morate resno vprašati, kako to, zakaj je model, ki je v Nemčiji, res da je Nemčija neprimerno velika, CDF, ARD, imajo vsak svoj kanal in oba kanala sta oba profesionalna in lahko poslušaš oba kanala tako rekoč v istem času in zobeš stvari iz obeh strani. Pri nas pa javni servis na žalost tega ne omogoča, oziroma že dolgo ni mogoče, ker je bil enostranski zgodovinsko in v to se nadaljuje. Hvala. Hvala lepa, še kakšno razmišljanje, preden damo gostom. Prosim. Eva Ziherl. Jaz bi se pridružila temu mnenju, ki smo ga ravno kar slišali in bi vprašala gospod Horvat, a vi dejansko verjamete, da ste objektivni kot RTV, ne vi osebno, ampak vaš informativni program. Ker novinarji iz tega deska, s katerimi se jaz tako mogoče privatno srečujem, pa ko se pogovarjamo, se mi zdi, da drži nekaj, kar smo danes že slišali, da so izjemno neizobraženi in nerazgledani, skratka, zelo se jih da zmanipulirati. In kot druga stvar je pa ta, da enostavno se mi zdi, ne da bi bila kakšna cenzura na RTV-ju, ampak oni enostavno ne morejo iz svoje kože. Oni poročajo iz enega zelo pristranskega stališča in dejansko se ni začuditi, da naročniki, kakorkoli jim rečete, tega nočejo več plačevati, ker so stvari predstavljene popolnoma enostransko. Hvala lepa. Še zadnje razmišljanje bomo vzeli, pa ima spoštovani zbranje pokomentirali. Jaz sem Jože Korinčič, jaz tudi pogrešam na RTV-ju, če se pogovarjamo o tem, neke strokovnosti. Sicer gledam kot slovenist na to vprašanje. Jaz sem že večkrat pravzaprav govoril o tem, da na RTV-ju premalo pozornosti posvečate govorni kulturi. Govorni kulturi, prej bo govor o jeziku, in to je govor o strokovnosti. Ampak recimo vaš novinar, ki bere poročila in ga največkrat slišimo, naredi skoraj vsakem stavku vsaj eno fonetično napako. To govorim kot slovenist, ki sem se s tem tudi nekaj ukvarjal. To sem že urgiral, ampak ta isti novinar je vedno večkrat na televiziji. Tako da ne vem kako gre. Namreč gre po mojem za negativno selekcijo, predvsem pa za premalo tovrstne izobrazbe. Hvala lepa tudi za ta vložek. Tudi sam se pogosto srečujem s tem, s to težavo izgovorjave, takšne in drugačne. Največ je seveda bilo razmišljen za vas, gospa Ksenija Horvat, prosim. Potem pa bom prosil še vsakega od gostov za zaključno misel. Torej, se bom strinjala z vami, vam bom pritrdila, da je teh napak preveč. Priznati moram tudi, da kar se je zgodilo v zadnjih, ne vem, recimo temu 20 letih ali pa morda še nekaj dlje, recimo tudi 30 letih pravzaprav, RTV Slovenija, zlasti televizijski del, ne slovi več po tisti sloviti govorni šoli, kjer smo imeli fonetično usposabljanje, kjer smo imeli dolgotrajne govorne vaje, preden je kdo lahko prišel pred mikrofon, kjer so nas učili, ne vem, držati mikrofon, nastopati, se obnašati pred televizijo in tako naprej. Ta šola je res praktično obubožana, vam moram povedati tudi, da trenutno je usposabljanje televizijskih kolegov praktično ustavljeno, ker ne najdemo, govorimo zdaj dejansko v zadnjem mesecu dni, ker ne najdemo ustreznih sredstev za izobraževanje teh naših mladih kolegov. Torej,
je problem in tega problema ne bomo mogli zelo hitro odpraviti. V mojih časih, recimo, ko sem jaz prišla na televizijo Slovenija, smo imeli lektorsko službo, ki se je veliko ukvarjala tudi z nami voditelji. Ko sem recimo vodila, ne vem, Dnevnik ali pa Odmeve, je lektorica vedno nekje tam brenčala okrog mene in me opozarjala, če je bilo kje kaj narobe, oziroma tudi sama že opozarjala na izgovarjavo nekaterih besed ali pa recimo slovenskih vasi, ki jih pogosto narobe slišimo. Ne? Ampak včasih je bilo to tako, da imeli smo seveda, ne vem, 2 lektorci, ki sta skrbeli za Dnevnik in Odmeve, danes imamo to službo samo še takole malo spotoma, recimo. Ne. Tako da ja, v tem smo zelo nazadovali. In zelo bi si želela, oziroma tudi sama bom poskušala uporabiti vse vzvode, kjer jih še kaj imamo, da bomo tu še kaj popravili. Ne. Upam, da se bo tale kolega popravil, ko vas tako razmotil. A je že dolgo na televiziji? Vas, gospa, ne slišim, vem, da nekaj komentirate, ampak vas ne slišim zelo dobro, prosim. Jaz seveda sklanjati ne znajo take stvari. Ne znajo sklanjati takih čisto popolnoma osnovnih stvari. Zelo me pa prav srčno boli, da ste 2 odlična mlada človeka, ki sem jih uživala, ki sem jih gledala v poročilih, to sta bila Valentina Blaskan, prav razveselila sem se je, prav zaradi govora, ampak ne samo tako, torej zaradi interpretacije, se pravi zaradi nekega odnosa do besedila. Prav tako tudi Nejc Krevs ne razumem, zakaj taki ljudje so morali leteti, sploh ne razumem. No, pa se te ljudje niso nikamor leteli, ne? Te ljudje so ostali v informativnem programu in glejte, in če bodo, nekaj bi vam rada povedala, ne? Zdaj spet lahko me vzamete resno, lahko pa rečete, ne vem, zamegljuje situacijo in tako naprej. Pri nas je sicer vedno, odkar jaz vem za televizijo, veljalo pravilo. Dnevnik je vodil nekdo, ki je predtem napravil nekih, ne vem, 300, 400, 500 novinarskih prispevkov. Torej človek, ki je nekaj časa preživel na terenu, kjer je preživel nekaj časa kot mlajši novinar. Mi že od obdobja Jugoslavije, izpred 30 let nismo nikoli več imeli ljudi, ki so bili napovedovalci v programu. Torej, da se spomnite včasih, ne vem, celo Ivan Lotrič je tam bral Dnevnik, gospa Ajda Kalan ali pa Nataša Dolenc so brali Dnevnik. Mi zdaj že 30 let nimamo več bralcev Dnevnika ali pa Odmevov. Imamo novinarje, ki torej prihajajo, kaj jaz zagovarjam. Nekdo, ki je dober na svojem področju, ni važno, je to pokriva zdravstvo, pokriva, ne vem, literaturo zaradi mene, politiko, nekaj, ko se nekje nekaj dokaže, takrat ga imenuje za voditelja Dnevnika ali pa Odmevov. Zakaj? Zato, da za seboj že ima neko močno, torej strokovno novinarsko pozicijo, ki jo je že izrazil in dokazal in potem z neko kredibilnostjo nam podaja te informacije, ki vsak večer prihajajo v naš dom. Kje se je, lahko vam sežem besedo, kje se je izkazal gospod Saša Kranjc? Gospod Saša Kranjc je delal v mariborskem dopisništvu, torej na mariborski regionalni televiziji. Zdaj, jaz ne vem, če je to smešno, ali to ni smešno. Torej, Saša Kranjc je bil na regionalni televiziji gotovo 10, 15, verjetno 20 let, preden je prišel na televizijo Slovenija in je tam pripravljal verjetno prispevke, ki so bili nekoliko manj opazni, kot če si v uredništvu v Ljubljani. Ampak nedvomno tam se je kadil kot avtor novinarskih prispevkov in ima za sabo dolgo zgodovino priprave teh prispevkov. Zdaj, seveda, novinarji televizije Slovenija smo nestrokovni, smo neizobraženi, ste rekli, torej, nerazgledani smo, seveda, vse to nam lahko seveda poveste, kaj naj drugega naredim, kot da vas poslušam, smo nerazgledani, neizobraženi. Veste kaj, rada bi videla nekoga, ki se mora pripraviti danes na poročanje o zdravstveni reformi, jutri o stavki v nekem elektropodjetju. Naslednji dan ga pošljemo v državni zbor, kjer poroča o najnovejšem zakonu o ne vem čem.
Potem 5. dan, recimo, ga pošljemo na nek kulturni dogodek, kjer se spet mora dokazati in narediti, mislim, fenomenalen prispevek, pri tem pa se ne sme osmešiti pred ljudi, ki jih sprašuje, pred ljudmi, ki jih kliče vire, da sestavlja prispevek in potem končno se ne sme osmešiti še, ko ta prispevek dejansko je objavljen na njegovi televiziji. Če vi mislite, gospa, da je to zelo preprosto delo, vam moram povedati po 30 letih delovnih izkušenj, da to ni preprosto delo. Da za vsak izdelek, ki sem ga dala od sebe, ampak veste kaj, jaz sem imela veliko srečo v življenju. Jaz sem imela srečo, da sem se še razvijala na tej televiziji, ko smo imeli svoja delovna področja. Torej, ja, to bi si tudi jaz želela. Želela bi si imeti toliko novinarjev, kot smo jih imeli recimo leta 1999, ko sem prišla na televizijo Slovenija, kjer sem imela ta ekskluzivno, krasno pozicijo, da sem lahko vsak dan pripravila prispevek, ki je zadeval recimo področje Bližnjega vzhoda ali pa Severne Afrike, kar sem takrat pokrivala. Ker takrat smo še imeli resno zunanjo politiko in smo imeli resno razdeljena področja. Imeli smo 2 novinarki, ki sta pokrivali zdravstvo. In to ne pokrivali tako, da danes več od zdaj naprej pokrivaš zdravstvo. To so bile že nekaj leta izkušenj. Poznale so stroko, poznale so sogovornike, vedeli so koga poklicati. Imeli smo, ne vem, 3 ali pa 4 novinarke, ki so pokrivale samo parlament, ki so pokrivale politično dogajanje. Seveda, lahko je delati, če imaš na voljo vse te kadrovske vire ljudi, ki so specializirani. Danes, v tem trenutku, tega nimamo. Mi pošiljamo ljudi dejansko vsaka na drugo zgodbo in meni se v resnici smilijo tudi uredniki, ki pošiljajo vsak dan ljudi na drugo zgodbo, zavedajoč se, kaj čaka te ljudi že, ko bodo prišli na teren, ko bodo postavili kako napačno vprašanje. In seveda, ja, glejte, to, kar bi jaz rada naredila, kot direktorica televizije, je v tem smislu povrnilo stanje, ko nam ne boste govorili, da so naši novinarji neizobraženi, ker bomo to vsak dan tudi znali dokazati. Zdaj, moram vam pa tudi reči, da tako počez govoriti, da smo novinarji neizobraženi, je tudi nekoliko nepravično. Gotovo se v tem naboru, ki ga imamo, najde kdo, ki se, ne vem, vsak teden nekje kdo na kakrem področju osmeši. Tudi jaz ne poznam vsega. Pa jaz za vsak intervju, pa kaj mislite, da je to kar tako delo? Človek se mora resno pripravljati, veliko pripravljati. Za kar pa seveda potrebuješ veliko prizadevnosti in novinarskega časa. V novinarstvu, kot je uvodoma rekel gospod Peter Gregorčič, ki je kar dobro spoznal novinarsko situacijo v teh zadnjih letih, je pa za priprave na neko delo vsak dan manj časa. Ker so pritiski potem, da moramo nekaj narediti za splet, pa nekaj za dnevnik, pa nekaj pripraviš že za jutri, so pa preveliki. Želela pa bi si vzpostaviti situacijo, kjer nas boste prej s tem, da smo levi, desni ali pa karkoli, da boste imeli manj razlogov za to, da nam rečete, da smo neizobraženi ali pa nestrokovni. Ker se mi to v resnici zdi tudi meni bolj pomembno. Hvala lepa. Lasta mogoče zaključek. Dr. Peter Gregorčič, mogoče da nekako umirimo vse skupaj. Res je ta posplošenost, ko govorimo, že prej smo govorili, levi, desni, naši, vaši, ta posplošenost, kako preiti, če sem že prej vprašal, čez to posplošenost, pa vseeno kako nekako umiriti vse skupaj, vse pa ne v javnih in tudi ne v komercialnih medijih, pa ni tako slabo. Mogoče tukaj kot eno misel. Veste, ljudje velikokrat gledamo na svet skozi svoje dojemanje. To ni nujno vedno skladno z resnico. In tudi kot predsednik Programskega sveta sem nekje prišel do spoznanja in bom povedal čisto na konkretnem primeru. Težava naše države je v tem, da imamo neko skupino ljudi, ki ni majhna, nekje med 20 in 40% ljudi je to, ki se čuti sistematično preslišano. Zdaj, to ne pomeni, da je mogoče resnično preslišana, ampak ona se čuti preslišana in z te pozicije tudi deluje. In potem, recimo, prva stvar, ki sem imel, ko sem nastopil v svoj mandat, dokler nisem znal tega sam pri sebi regulirati, je recimo, da ta del ljudi je videl v meni neko upanje, da bom jaz stvari na televiziji uredil in je
tudi preko bodisi Twitterja in tako naprej, izražal svoje pričakovanja. In jaz sem mogel najprej ugotoviti, da v bistvu jaz, to je nemogoče odgovoriti, ker tudi mogoče vsi občutki nima realne podlage, ampak to niso nič manj močni občutki. In te ljudi pač vodijo. In potem, na primer, zdaj bom dal prav konkreten primer, nekoč se je pojavilo čez Twitter, kar naenkrat začelo vrteti, da ta RTV, da je dala prispevek o SD-ju, ki je imel nek kongres, in da je bil blazno dolg. In jaz sem, ker je običajno, jaz ne moram spremljati cele televizije. In jaz sem se odločil, da spremljam Odmeve, ne pa Dnevnika. Zaradi tega, čisto se mi zdi vedno v življenju rajko, da mi pove novinar, mene zanima, kaj pove gost, ker se vedno sprašujem, kaj je njegova agenda, pa kaj je njegova misel. In če pove nekdo sam, mi bistveno več informacij da, kot če mi to sfiltrira novinar, seveda, ker nimam časa, grem pogledati novinarja, ker to povzeti. Tudi sicer raj gledam vse od Državnega zbora kot povzete, ker imam tam vse, zdaj ko nimam. In sem šel ta Dnevnik najprej na hitro preskrolati in sploh nisem najprej našel tega prispevka SD. In na koncu sem gotovo, da je ta prispevek bil po mojo oceni, glede na šlo za pomemben kongres, prekratek. Ampak bilo je pa, da je predolg. In zdaj, do česa čem prideti? Hočem reči tole. Jaz mislim, in tukaj je direktorica televizije, moje razmišljanje je, da bi se mogel RTV resnično enkrat usesti in nekako narediti eno strategijo, kako te ljudi in dati občutek, da vendarle so slišani. Vendarle so slišani, zato ker je to sistemsko bilo 30 letja in je potem reakcija morda na kakšne, kot je bil ta, tudi detajle, je pač pretirana. Ampak, gledajte, to je vedno vodstvo hiše, da nagovori te ljudi. Najprej mora pa ponotraniti, da so tudi to njihovi gledalke in gledalci, ki plačuje enako kot tistih 70 ali 80 ali pa 60%, poleg tega pa ima zakonsko pravico biti enako nagovorjena in enako slišana kot tisti. In se mi zdi, morda, ne vem, sam gledam takole, tudi ko sem komentiral, se mi zdelo vedno, je zgodba ni taka, kaj poveš. Začetek se ne začne z vsebino, ali pa tudi, ampak začne se z notranjo naravnanostjo. Ako jaz pridem pred ljudi, hočem jim sporočiti nekaj pozitivnega ali nekaj negativnega. Se pravi, te notranje naravnanosti, ko greš ti v eter, ne moreš več popraviti. Jaz mislim, da ko prideš ti v eter, če si se ti odločil nekoga sesut, enostavno se stvari prehitro odvijajo, da ga sesuješ. In zdaj, če bi se vodstvo televizije odločilo, da bo sistemsko, da bo te ljudi nekako nagovorilo, da so slišani in dala ta občutek, takoj se to ne bo zboljšalo, ker tu se je 30 let zatečeno stanje, ampak jaz sem prepričan, da s časoma bi ta množica, ki se čuti odrinjena na rok v slovenski družbi, se je bistveno manjšala in bi skupaj pač nekako prebrodili in potem bi šli dejansko na to, ali je vsebinska debata bila smiselna, ni bila smiselna. Ker jaz mislim, da zdaj imamo ta čustven odziv, ki ni racionalen, se pravi, ni toliko vsebinskega, je izjemno težko nadomesti, se pravi, ne govoriti za nekim prispevkom, da rečeš, pa sej en je bil pa tam po toliko letih. Ampak ti ljudje, tudi ko sem zdaj vas poslušal, mogoče tukaj je več kot 30% takih, pač imajo ta občutek, da so preslišani. Prosim. Hvala lepa, gospod Grgoči, za to, kar ste rekli. Verjamem, da niste prebrali, ker niste več predsednik programskega sveta, vam ni bilo treba prebrati programa, ki sem ga oddala, ko sem kandidirala za direktorico televizije. Ampak v resnici se ukvarjam v tem programu, pravzaprav bom kratka, ne bom vsega razgledala, se pa ukvarjam s 3 stvarmi, ki se mi zdijo zelo pomembne. Kje mi izgubljamo? Izgubljamo torej na podeželju, izgubljamo mlade ljudi in to, kjer tudi izgubljamo, je del javnosti, ki nas seveda dojema kot, kako sem že prej lepo sem rekla, levičarsko utrdbo z levičarsko direktorico, torej levičarsko utrdbo. Jaz si ne želim tega. Jaz si ne želim tega in jaz se zavedam, da je dolžnost javne RTV, da nagovarja vse. To ne pomeni, da moramo nagovarjati neke politične voditelje in njihove stranke, ki zagovarjajo bojkot RTV-ja ali pa ki pozivajo ukinitvi RTV-ja in takšne stvari. Ne govorim o tem, ne govorim politično. Zavedam se, da obstaja del slovenske javnosti, ki ima ravno tako pravico biti nagovorjena na televiziji in tudi slišana na televiziji. In del mojega programa, ni zelo velik del, je pa o tem gotovo pa vtipkane strani, zadeva prav iskanje
stikov z ljudmi, ki bi jih lahko, ne vem, katero kategorijo bi zdaj pravzaprav uporabljeno, recimo ljudje, ki ne sodijo v ta naš redni nabor naših gostov ali pa ljudi, ki se pojavljajo v prispevkih, ki so recimo manj opazni. Jaz mislim, da je ne samo slabo, če bi mi torej nagovarjali samo neke, ne vem, te sedanje utrjene kroge. Mislim, da je že videz, da počnemo nekaj narobe slab. In mislim, da za nas ni dober. In jaz se zavedam, da moramo tle poiskati te ciljne skupine. Torej ljudi, ki se počutijo odrinjeni, zaradi tega tudi užaljeni, dolga leta nenagovorjeni. In zdaj, gledajte, če me zdaj tukaj obljubljati, jaz te svoje načrte delim tudi s svojimi kolegi in pričakujem, da bomo skupaj seveda to tudi uresničili. Jutri tega še ne bo, ampak verjamem pa, da v nekem časovno omejenem obdobju bomo že lahko pokazali tudi rezultate. In takrat, gospa, če se hitro poslišiva, potem me pocukajte me za rokav, bova takrat predebatirali, je bilo kaj narejenega ali ne. Vsekakor se zavedam, da je to moja naloga. Imate material v ljudeh? Prosim? Če imate material v ljudeh, me zanima, na osnovi vaših obljub zdajšnjih. Pa gledajte, vse sem vam rekla. Zdaj, ne vem, lahko ste vi pripričani, da to je pri nas neko enoumje, ampak sem vam povedala, kakšni vse ljudje pri nas so. In prav ta del mojega programa je pravzaprav, ne vem, pritegnil, ampak ali pa navdušil je spet preveč taka beseda, no, recimo, da sem dobila pritrditev od veliko ljudi v moji hiši, tudi takih, za kateri bi bili verjetno presenečeni, zaradi tega, ker ima seveda javnost, ki dojema stvari tako, kot je malo prej razložil gospod Gregorčič, ima izrazito slabo mnenje, ampak dajte nam še malo možnosti, no. Dajte pustiti, da vam dokažemo, da želimo biti tukaj za vse. Jaz to mislim zelo resno in te ljudje, s katerimi delam, mislijo to zelo resno in želimo ta prepad premagati. Do takrat bo narejeno še nekaj napak, ampak narejeno bo tudi nekaj dobrih in koristnih stvari. Hvala lepa, gospa Ksenija Horvat, 2 tedna ste še le direktorica, to pa tudi moramo vzeti za to. Ampak sem še vedno direktorica po 2 tednih. Kolega Petrova, še sklepna misel. Mislim, da je že bilo v začetku nekoliko rečeno, da so pravzaprav močni raznoliki mediji so tista varovalka en ljudi. Ker zdaj, napake se dogajajo, vsak naredi kakšen lapsus, ampak takrat, ko gre za res velike failerje, če si jih mediji težje privoščijo, če vejo, da imajo konkurenco, ki jih bo potem tudi naredila iz tega zgodba, če bo treba. Zdaj, dokler so to samo neki majhni ali pa manjše zgodbe, pač je ta varovalka manjša, zato ker si pač lahko neki večji mediji privoščijo, pač, da naredijo redke napake, ali pa zdaj, da so to napake, ali so zavestno zavajanje. Je odvisno od primera do primera. Tako da v tem smislu je ta raznolikost ključna, se mi zdi, za to ohranjanje neke kvalitete, ali pa tudi zadržanje standardov. Z druge strani se mi zdi pa ključno, to mislim navezano na gospoda Gregorčiča, imamo v Sloveniji ta del ljudi, ki se počuti mogoče neslišan, ampak imamo pa veliko tega občutka, v bistvu, ko smo se ujeli vanga, občutek žrtve. Se pravi, v bistvu, to je ta občutek, ko pravzaprav nekdo, ki na neki točki bil žrtev, potem kar nekako ne more iz tega ven, ali pa ima te možnosti. Tle se mi zdi ključno, da se iz te vloge žrtve dvignemo in v bistvu postavimo na noge, tudi če je nekdo mogoče nekoč bil žrtev upravičeno, in se potem v tem smislu dostojanstveno pač postavi na noge in gre. Tako da, v tem smislu se mi zdi ključno, da se razmišlja in išče neke konkretne rešitve za prihodnost, ne pa zgolj
živi v frustraciji, zakaj je ta sedanjost mogoče še vedno, če se vrnem na svojo primerjavo iz prej, to fuzbol igrišče pač še vedno nekoliko nagnjeno. Pogled v prihodnost, zagotovo dr. Lukšič tisti, ki sedaj študirajo novinarstvo. Ja, najprej glede slovenskega jezika. Mi bi mogli najprej predsednika vlade poslati Globokino. Neko legitimirajo, veste, nekaj narečne posebnosti. On je predsednik vlade Slovenije, ki je država predvsem slovenskega naroda. Enkrat sem bil, sem bil ministra povabil na neko proslavo, ki je bila proslava v narečjih. Na fakulteti se dogaja, da prihajajo ljudje, ki tekmujejo v tem, da govorijo v narečjih. In se jim zdi to fajn, in potem nekateri celo govorijo, da zaradi tega, ker govori pa prek mursko narečje, pa ne vem katero, je pa ga drugi šikanirajo. Pa s koga se ti razumeti naravno. Se pravi, neko lenost smo v tej državi, v tej družbi začeli podpirati. Ko sem jaz študiral, se spomnim, mi smo na gimnaziji trenirali v slovenskem jeziku, zato da bomo lahko delovali kot javni intelektualci. Zdaj to ni nobena odlika, zdaj je treba znati angleško. Imamo ljudi, ki govorijo tudi študenti, imamo že cele programe v angleškem jeziku. Moja generacija je hendikepirana, ker ne moramo se uveljaviti v svetovni javnosti, zaradi tega, ker ne znamo dobro angleški jezik in potem moramo, prav kolega Debeljak je govoril, ker je pač slovenski pesnik, ki je rekel, pa to moram jaz to pleme kar naprej za sabo vleči, jaz moram delati dve karieri, v slovenskem in angleškem jeziku. In tekmujemo z unimi, ki so samo v angleškem jeziku. In to je pač en del zgodbe. Skratka, mi smo del enega procesa, kjer nam te zadeve, v slovenski matici smo, za katere je bila ustanovljena slovenska matica, nekako se spodmikajo. Druga zadeva, ki je tudi vezana na to vprašanje prihodnosti, Ksenija Vidmar čaka še hujša kritika s tako imenovanje, tudi Vidmar mogoče. Mislim se njo. Na vsej prekrati je Ksenija Vidmar Skratka, še hujša kritika s tako imenovane levice. Ta pesna, veste, vi ste samo kakor nepotešeni. Ampak tle na levi, obstajajo recimo na ambiciozni levici, zdaj pustimo televizijo, kjer bomo pričakovali od televizije in na nek način tudi vi pričakujete, da je nadomestek, da je tisto, kar nam ne daje politika in kar ne dobimo niti v drugih sistemih. In to bo njen problem, to pravzaprav je njen problem. Kakor sem videl, se ga v glavnem zaveda, je res to, kar ste vprašali s kom. Veliko vprašanje s kom. Ampak je pravzaprav to dolgoročno vprašanje. Ali bomo mi v tej državi razvili neko ambicijo, kaj hočemo iz sebe narediti in bo lahko televizija to servisirala, ker če ne bo, bojo imeli že problem, ker Peter me še govoril, sogovornike dobiti. Veste, ti imaš za oddajo, recimo v Odmeve temo, pokličeš človeka, kdo bo na uni strani, nimam časa, ne bom prišel, ne da se mi, kaj pa imamo tega in tako naprej. Skratka, enostavno ljudje ne verjamejo več, da če gre na televizijo, ker pokriva neko področje, ker pokriva neko poslanstvo, da mora iti, da hoče iti, ne samo da mora, da ima obvezo nekoga, da hoče iti. In tega hočem, tega ni. Glejte, generacija, kdo je tle? Vi, ne pa mi, jaz sem prišel iz ta generacija, ki smo bili šolani v tem, da nekaj hočemo narediti. Tile naši hočejo samo individualne karijere in gledajo pol. In zato bo Kseniji težko. Kako motivirati, namesto da bi to družba počela kot celota, zdaj naj ona nadomestno vse to naredi.
Ne bo ti težko, oziroma ne bo ti lahko, ampak zato se mi zdi, da imamo toliko večji problem. In slovenščino, in z govornim jezikom. Jaz vam povem, po pravici, pri sebi opazujem, kako sem zanemaril to hlepenje k odličnosti. Na eni točki, ko ti ugotoviš, se spomnim, ko sem ga učil kot predsednika stranke, daj pet na ta govorni jezik, pa hodim na te retorične tečaje, in po eni točki sem se ugotovil, kako jaz to hodim, nobeden ne govori tako kot jaz. Vsi 3 razrede slabši. In zdaj naj bi jaz hodil tam se usposabljati, zato da imam potem opravka z enimi, ki 2 stavka ne znajo povedati. Skratka, minete, ker te spodbude ni tekme o tem, kdo bo boljši. Ampak je tekma o tem, kdo bo preživel, nekaj enormno se je zasejala. Tako da posamezniki so pomembni, zlasti ti, ki so na opozicijah. Ampak pomembno je tudi to, kar delajo tile razni na frontnih linijah v Zakotju. To, kar dela, če hočeš tudi SDS. Zato jaz podpiram in hodim tja, veste, kjerkoli je ena iskrica ljudi, ki v nekaj verjamejo, pridem to podpreti. Nekdo, ki nekaj hoče, to edino še ne zdrži.